V olimpijskem pogovoru pa je naš gost trikratni olimpijec, judoist Filip Leščak. Na olimpijski tatami je stopil v Los Angelesu, Seulu in Barceloni. Ja, letos se izteka 40 let od mojih prvih olimpijskih iger. Že tu vidim, da grejo leta zelo hitro. Moram reči, da te olimpijske igre v Los Angelesu so se mi stale v spominu, predvsem po borbi za medaljo in tej nesrečni borbi, v kateri sem izgubil to olimpijsko medaljo. Poglej, v polfinalu proti Adamsu, nato pa z Novakom, tudi takrat s Francozom, odličnim Francozom, ki je bil na koncu potem tretji, ampak tam je bilo tudi sodniki so malo pomagali, kajti Francozi so veliko imena v svetovnem judu. Ja, prvo sem imel težko borbo z aktualnim svetovnim prvakom Neilom Adamsom, katero sem minimalno izgubil, potem sem pa imel za tretje mesto tudi z favoritom tudi enega za medalje, že takrat tudi Novakom, vendar so sodniki tudi naredili svoje, da se je borba tako končala v njegovo prid. Odlična popotnica pa sta bila tudi dva rezultata, torej Evropsko prvenstvo v Rostoku 82, ko si bil peti, pa potem svetovno prvenstvo v Moskvi, ko si bil peti in potem tudi v Los Angelesu peti. Sta ti rezultata Evropskega in svetovnega prvenstva dala tako visoke ambicije, kot si na koncu bil? Ja, sam sem bil tudi v ožjem izboru za medaljo, kar se je tudi na koncu pokazalo. Res sem to v tem obdobju, v tem olimpijskem ciklu sem imel res odlične rezultate, peti na Evropskem prvenstvu, peti na svetovnem prvenstvu, mediteranska medalja še v istem obdobju in na koncu sem krono rekel z odličnim rezultatom na olimpijskih igrah, čeprav se mi je medalja izmuznila. Poglej, na to pa je šla pot naprej, torej rezultati so bili ponovno dobri in izboril si torej normo takrat še tiste Jugoslavije, jugoslovanskega juda, ki je bil zelo kvaliteten in nekako si potoval v Seul. Seul pa si verjetno tudi pričakoval, vendar so se pričakovanja kar hitro delila, kajti na začetku si že imel svetovnega prvaka. Ja, moram reči, da seveda sem upal na boljše rezultate, to še imaš potem večjo obveznost, ker ti pet mesto sem že osvojil na olimpijskih igrah, bilo bi mi potem naslednji korak, da osvojim medaljo, ampak žal sem že prvo borbo imel svetovnega prvaka, Okado, Japonca, kateri je pa potem izgubil z potnejšim viceprvakom olimpijade Francozom, tako da nisem imel repasaža potem. So pa nekateri potem žrebu tudi napovedovali, da bi lahko bil ti prav tisto veliko presenečen, vendar na koncu pač je Okada prej izpadel. Ja, prav zato, ker me Okada ni potegnil v repasaž, nisem imel potem možnosti za nadaljne borbe. To je še bilo takrat isto pravilo, ko se nekako vse tekmovalci so lahko potem šli v repasaž, ni tako kot danes? Ne, takrat je bilo drugo pravilo, zdaj pa v finale v repasaž potegnejo tekmovalci, kateri pridejo do polfinala. Kaj se lahko v življenju spremeni prav za prevelike teže in tudi ti si zamenjal po Seulu tudi kategorijo, če se ne motim, in štartal na naslednje olimpijske igre. Ja, problem sem že tako imel v Seulu z kilogrami, sem že kar težko prišel do svoje kategorije, tako da sem v naslednjem ciklusu menjal kategorijo in šel v višjo kategorijo do 86 kg za naslednjo olimpijado, katera je bila 92. leta v Barceloni. Poseben izziv še mi je bil seveda nastopiti za Slovenijo. Leta 2008 pa si bil ti tudi v Pekingu, kajti bil si trener Ceraja. Kako se vam je takrat razpletlo? Ja, moram reči, da sem tudi občutil priliko kot trener, da sem nastopil na olimpijskih igrah z Matjažem Cerajem 2008 v Pekingu. Matjaž je bil zelo dobro kotiran na tej lestvici. Bil je tudi med ožjimi favoriti, se je računalo na njega, je pa v prvem kolu izgubil z Ukrajincem, tako da potem ni imel repasaža naprej.
Poglej, Ceraj je bil zadnji, torej, ki je nastopil leta 2012, na to judoisti iz Slovenske Bistrice niste nastopili na olimpijskih igrah. Vito Dragič je bil tisti, ki je imel možnost izpolniti normo že kar 2 ciklusa, vendar se mu žal ni šlo. Kaj meniš, kaj torej postoriti v bistriškem judu, da bo zopet judoist na olimpijskem tatamiju? Ja, Vito je bil v igri za olimpijske igre, zdaj je sicer ni dosegel norme. Mislim pa, da v klubu moramo naprej delati in upamo, da bo kakšen olimpijec še zrastel v judo klubu Impol.